Pozdravljen, dober večer. Dober večer. Seveda smo na telefonski zvezi z našim članom društva Beli za srečno življenje, ki je zaupnik, volilni zaupnik. In zanima me, a si mogoče danes bil kaj na terenu, so na današnji dan kakšne nepravilnosti odkrite, je kakšna informacija, si kaj odkril? Ja, sem bil kar priden danes, sem šel zjutraj pogledat na to volišče, menjavo varnostne službe ob 7. zjutraj. Varnostnika vprašal, če je dobro spal, je bil malo zategan, je rekel, da se mi nič ne spimo. In sem ga potem vprašal za ime za priimek, za zapisnik in ni hotel takoj povedati, rekel, se lahko vprašam občinsko volilno komisijo, saj to so javne zadeve. Potem mu je pa kolega rekel, no daj lepo povej svoje ime. Povedal mi je varnostnik, da je včeraj, potem ko so mene vrgli ven, na predlog te občinske delegatke, sploh ne vem, ko je ime, so potem zapisnike odnesli, ta iz občine, iz občinske volilne komisije je odnesla zapisnike, skrinjice so postale tam, ki jih je varnostnik čuval. Potem sem šel pa na občino pogledati, kako deluje Omnija, volišče, ki sem na internetu pogledal, da ne bi bilo danes odprto, ampak sem se zmotil. Občina je bila zaprta, varnostnik sem poklical, ki pa je ista varnostna služba, ki nadzira to volišče v Stražišču, tudi v Kranju, Rival. To je občinska volilna komisija izbrala. No, varnostnica me je not spustila, sem šel do gospe Pevkove, Majda Pevk je glavna odgovorna na Kranjski občini za občinsko volilno komisijo in sem jo vprašal, kako je z Omnijo voliščem. Je pravil, to ni danes, to je v nedeljo, mi samo pripravljamo danes škatle za nedeljo. Res imeli polno teh klasičnih škatel praznih. In Omnija volišče je namenjeno za ljudi, ki bodo glasovali izven kraja stalnega bivanja in da so to mogli javiti pisno na državno volilno komisijo do srede. Super. Veš, kaj bi te vprašal, glede na to, da v bistvu zdajle so predčasne volitve nekako zaključene in danes, se pravi petek, sobota, pa še celo nedeljo bodo te skrinjice pač zdaj nekje spravljene. O tem smo razpravljali včeraj, kakšne so možnosti zaradi neprevidnosti ali pa mogoče nekih navez pri spremembah glasovnic ali celo pri novih, a ne, da se skrinjica odnese, se tja postavi nova in tako naprej. Ampak to so v prejšnjih javljanjih. Bi te pa vprašal, zakaj v nedeljo na volitve vsak od 18. leta pa dokler more, zakaj na volitve? Najprej bom rekel, da je vsak, ki bo tole poslušal, naj bo blagoslovljen za Svetim Duhom. Zakaj? Zato, ker je vse upravljeno z magijo in hipnozo. Da ja ne bi bili na volitve, da grejo samo pravoverni volivci parlamentarnih strank, da ostali pa rečijo, da tako nima smisla. Vsi so pod magijo, vsi volivci so v Sloveniji pod magijo, takšno in drugačno. Zakaj na volitve? Zato, ker se volitve krade. Povedali smo vam že pred enim mesecem v Pilančku 55 plus volilnih prevar, si ga lahko pogledali, da imamo izgubili časa. Zato, prvič zato, ker je to vaša pravica. Ni dolžnost, je pa pravica. Je pa odgovornost, da vi zagotovite, da vas ne bodo ukradli. Zato, ker ko se vi podpišete za svojim imenom pa priimkom v imenik, vašega podpisa v grafologiji ne morejo ponarediti. In se ne da vašega glasova ukraditi. Vi lahko volite, vi lahko napišete sebe, boste sebe volili, ampak zaščitili boste svojo glasovnico. Glasovnica bo noter in vi boste v imenik podpisani. Preprosto zaradi tega razloga, da ko vas bo vaš vnuk vprašal, kaj si delal na zadnjih ukradenih volitvah v Sloveniji, ker to so zadnje ukradene volitve, ker zdaj naprej se ne bo več kradel. In boš ti rekel, doma sem ležal, pa se zelo vrti, ne vem.
okej, kaj, fuzbal sem gledal, papir sem bil, pa ček, da boš ponosen na ta odgovor po svojemu vnuku. A ja, doma si ležal, ostali so pa gledali, kako drugi kradejo in so preprečili kraj volitev. Ne. Dajte to za sebe narediti, da ste imeli zgodbo za vnuke. Bil sem na volišču, volil sem pa sebe. Obkrožil sem številko, na koncu sem dopisal še svoje ime, stranka poštenega Janeza in sem sebe obkrožil. Glasovnica bo neveljavna, ampak ti boš vnukom govoril, kako si leta 2022 tebe izvolil. In te niso mogli ukrati. Evo, to je recimo en moj predlog, zakaj ne volite. Ja, jaz sicer predlagam, da z moje strani, da vsak gre na volitve, tudi če je treba malo počakati, ker bo verjetno velika gneča, da obkroži povesti. Predlagam, da ne teh parlamentarnih strank, ki so nam pokazale, kako se ne vlada, kako se ne dela z ljudmi, kako se v teh časih, ki so nam bile 2 leti težke in zdaj se izogibajo in mediji, in koalicijski partnerji in koalicija, nihče teh vprašanj več noče slišati. Meni je to prav grozno in se pogovarjajo o stvarih, ki so čisto nebistvene za življenje, za moralo, za mlade, za družine, a ne? Ampak glej, vezano na vse to, zdaj bo nastopil jutri volilni molk, kjer se ne sme propagirati, kjer se ne sme več intervjuirati kandidatov, kjer ni dovoljena propaganda politična, dovoljeno se je sicer gostilniški pogovor, dovoljen je družinski pogovor, dovoljen je kakšen nereklamni zapis ali pa debata, to vsekakor. Ampak recimo, kaj ti predlagaš na ta molk, kakšno budnost volivcem, to iz prejšnjih let, iz izkušenj, če nam daš nekaj nasvetov? Ja, zdaj smo pravim, ne volilni molk, ampak pravim volilni volk, malo zahet. In kar opažam zadnja leta, sobote na nedeljo so v moji vasi vsi plakati dol potrgani, ali pa ostanejo samo od ene stranke. Zanimivo, da od ene stranke ostanejo, ponovadi pol to izkaže, kdo je dol trgal. In v bistvu posod so nekje dežurni, vandali, ki to vse dol potrgajo. In to je pa zdaj tisto, kar ni tako povezano z volitvijo, ampak z umiko slovenskega naroda. In da mi to dovolimo. To se vedno ponoči dogaja od polnoči do 3 zjutraj. In ko bo eden v vasi čuval eno plakatno mesto, ali so to avtobusne postaje, in bo tega človeka posnel, boste zavedno spremenili umiko v svoji vasi. Ta človek bo javno objavljen, tega več ne bo delal. To je ena taka velika kršitev volilnega molka, ki je pa zelo slabo senco meče na dobro luč. In volilni molk je praktično nepomemben. Ne, zakaj se bomo zakonali, verjetno zato, da eni lahko delajo mimo zakona, drugi pa ne. Ok, lej, še kratko vprašanje, da ne bova predolga. Kako recimo postopati v primeru v nedeljo, ko bodo res volitve in da se zgodi nek sumljiv pripetljaj na sam volilni dan, ne? Kako postopati pred komisijo, kaj storiti, koga poklicati, kakšen je ta postopek? Imaš kakšno izkušnjo, bi lahko dal kakšen nasvet? Ja, kar nekaj stvari se je zgodilo v zadnjih letih, to, da so prišli na volišče ljudje, so hoteli voliti, pa so rekli, da ste že volili. Prav nemogoče, prav tle ste podpisana, se prav, to pomeni, da je nekdo namestnega glasov, ki je imel dostop do volilnega imenika. V takem primeru je volilna komisija ne sme dati glasovnice in ti ne smeš voliti. Kaj zdaj narediti? Jaz predlagam, da pokličeš eno pričo, ki je iz istega volišča, potem pa pokličeš policijo in se naredi zapisnik. Pa snemajte to, da je to žep snemalni, zato da se vse pogovoriti. To vam ne more pripričati, ne more narediti. Se pravi, je zelo dobro snemati takoj celoten postopek, a ne? Snemati celoten postopek, drugače pa tako, še to bi vam povedal. Vi boste na volišču dali osebno izkaznico. Vprašajte človeka, kdo je on, ki zahteva to. Ker
noben nima označene imena priimka. Naj se še oni predstavijo z imenom in priimkom, zato da boste vi policaju rekli, tlele imam pa Janeza Kovača, ki mi ne dovolj voliti. Da boste vedeli, s kom operirate, da boste te ljudje so eno isti na voliščih, ki jih vi morate poznati. In oni se nimajo kaj skrivati, če zahtevajo od vas osebne izkaznice. Pejte na volišče, pa se pozanimajte, kdo izvaja te volitve skrivne, tajne. Sploh taki, ki boste imeli kakšne priketljaje, dobro se pozanimajte v vseh treh ljudeh, ki bodo tam sedeli. Kdo so, kakšno funkcijo imajo. Ok. Ej, iskrena hvala. Iskrena hvala za te bogate informacije, ki upam, da bodo marsikomu pomagale pri izvedbi molitev, kakorkoli že. To so res, je tudi potrebna molitev pri teh zadnjih volitvah, da bodo res takšne, kot morajo biti. Bi te prosil pa še mogoče za zaključno misel, da ne bomo tudi tukaj prekršili tega molka in da pravočasno še to damo v eter. Jaz blagoslavljam vsa volišča, da se bo v ustavi zapisano, bodo res jedni dogodek in da ne bo več laži in kraj na voliščih, kot se bo zdaj dogajalo. Torej, Zmaga pravica in res jeda. Iskrena hvala. Upam, da se bo vse dobro izteklo. O poštenosti je treba govoriti pozitivno, je treba govoriti, biti pozitivno usmerjen, je s pozitivno energijo, nabitostjo in upam, da bo čim manj prevar na dan volitev, čim manj golfiv dan, in da bo se vse dobro izteklo in da dobimo ljudi, ki bodo sposobni Slovenijo voditi v svetlobo, v mir, v ljubezen in v raj. Ja, jaz bi rekel, da mi je prišla še misel, volitev ni rešitev, molitev pa je rešitev. Najprej molitev, pol pa volitev. Hvala ti za vse te besede spodbudne in seveda se vidimo potem po rezultatih, nasmejani ali pa žalostni. Vse je odvisno od nas, od vsakega glasu posebej. Ja, mislim, da bo kar nasmejano. Ok, hvala in lahko noč. Lahko noč.